Država daje milijone za izboljšanje življenjskih razmer Romov. Samo letos je načrtovani skoraj 26,8 milijona evrov. Romi pa živijo brez elektrike, vode in kanalizacije. O razlogih za to v nocojšnjih dejstvih. Pa tudi o tem, koliko socialnih prejemkov dobi 6-članska romska družina. V Ribnici smo obiskali 6-člansko romsko družino. Starša, oba sta brez dela in 4 otroci. Kako živijo in koliko socialnih prejemkov dobivajo? Devet, 8, 6, 4. Toliko so stari otroci 28-letnega Romana Bajta in 26-letne Leje Hudorovac. Živijo v romskem naselju v bližini industrijske cone v Ribnici, v avtomobilski prikolici. Vodu nimamo, elektriko pa imamo. Hrana je, glej, za hrano. Včasih pa zmanjka za obleke. Kako? Včasih pa zmanjka za obleke, Darja. Treba pol obleke kupiti, treba vodu kupiti. Tako še tako nosim v tiste kanti, grem do Riko tam, Riko Kor, s tisto kanto. Oba, Roman in Leja, sta brezposelna. Nimate službe v bistvu kako dolgo že ne? Od Zojfa, ja. Od naprej, od starosti, koliko sem bil, 18. Delat bi šli? Ja, bi šli. Pa iščete kaj? Iščemo pa nič ne najdemo. Iščemo prek tu zdaj, prek zavodov. Kaj pa recimo bi delali? Ne, nekaj bi si naučil. Po mojem kakšen les pa, take stvari. Najmlajši otrok hodi v vrtec, ostali 3 v šolo. Vsak dan hodijo, no. Tu s čisto bolani grejo. Edini vir prihodkov 6-članske družine so socialni prejemki. Na mesec dobijo 1000 evrov. In kako vam gre s tem denarjem? Nikakor, ko nimamo, ker se ne moremo preživeti, nikakor. Vendarle lahko dobi taka družina, kaže izračun pristojnega ministrstva, precej višje socialne prejemke. Torej, 6-članska družina, oba starša brezposelna, 3 otroci obiskujejo osnovno šolo, 1 otrok je vpisan v vrtec. Na leto lahko dobijo skoraj 40 000 evrov socialnih prejemkov, oziroma na mesec povprečno 3330 evrov. Za primerjavo, še ena 6-članska družina. V tem primeru sta starša, denimo čistilka in delavec v proizvodnji, zaposlena in dobivata minimalno plačo. Ta družina lahko dobi na leto dobrih 44 000 evrov socialnih prejemkov, oziroma slabih 3700 evrov na mesec. Torej, približno 348 evrov na mesec več kot družina, v kateri sta oba starša brezposelna. Za Rome daje država milijone, a ves denar, so prepričani Romi, ne gre zanje. Ta denar do nas ni prišel, vidite sami, da nimamo niti elektrike, niti vode, niti nič nimamo. 15 metrov od bivalne barake nam elektrike ne dajo, a javni luč imamo. Mimo romskega naselja Žabjak Brezje pelje cesta Novo mesto Mirna Peč s pločnikom, kolesarsko stezo. Jo uporabljajo tudi ne Romi. Denar je bil namenjen seveda za romsko problematiko, ne pa za cesto. Boste mogli vprašati na Ministrstvu za infrastrukturo, zakaj so se odločili, da so zrihtali državno cesto. Denar smo porabili transparentno, pravi novomeški župan. Glede elektrike in vode v romskem naselju pa noben državljan Republike Slovenije mu ni občina napeljala elektriko v hišo in tudi ne vodovodnega priključka izgradila. Je pa občina pripeljala elektriko in vodo v vsa romska naselja v Novem mestu. Očitki in jeze nad županom, pa tudi v Ribnici. To je on uporabil za igrišče pa za ceste tle. Kar se tiče romskega naselja, ni nič naredil. Edino te romarce, kar je postavil, trgajo iz denarne socialne pomoči, vsak po jurja 300 pa še neki. So res denarjem za Rome zgradili v Ribnici bazen? Župan to odločno zanika. Ni šlo popolnoma nič za tam, kjer pač niso oni vključeni. Lahko bi pa v končni fazi tudi šlo. Zakaj? Se tudi Romi, najbrž otroci, tudi uporabljajo bazena, ne?
Napoveduje pa ribniški župan iz denarja, ki ga dobi občina za Rome, naslednji projekt. Neka ograja, ali je to zid, ali je to neka ograja, neka meja pač mora biti, sicer si pač Romi stvari prilastijo. Pogorevc pa ne vidi v graditvi romskih naselij problema še večje getoizacije. Za urejanje romskih naselij, infrastrukture pa za izobraževanje, zaposlovanje Romov in tako naprej je dala država leta 2020 8,7 milijona evrov. Do občutnega povišanja je prišlo pred 2 letoma, ko je šlo zanje več kot 2-krat toliko denarja, 20,4 milijona. Letos bo šlo za Rome še več, skoraj 26,8 milijona evrov. Kritičen do porabe denarja za Rome je tudi predsednik foruma romskih svetnikov. Denar se dobiva za namene reševanja in razvoja romske skupnosti. V praksi pa, ko pogledaš, romska naselja še vedno ostajajo nerazvita, neformalna, nelegalna, znotraj katerih v bistvu Romi živijo pod pragom nekega normalnega življenja. Trenje zaradi denarja, pa tudi znotraj romske skupnosti. Dobra 2 milijona evrov je dobil v zadnjih 5 letih od države Svet romske skupnosti. Lani 422 tisoč evrov. Četrtina tega denarja, oziroma 107 tisoč evrov, je šlo za njegovo delovanje. In kaj pravi na to predsednik sveta? Svet romske skupnosti ima sedež v Murski Soboti. Njegova naloga je zastopanje Romov na državni ravni ter ohranjanje romskega jezika in kulture. Predsednik sveta je Jožek Horvat Muc. Z vmesno prekinitvijo ga vodi 11 let. Jaz sem honorarno za svetovanje zaposlen, predsednik sveta ni zaposlen. So na svetu romske skupnosti zaposlene samo 2 osebi. To je računovodkinja in pa strokovna sodelavka. Njegovo mesečno plačilo 700 evrov, torej neto. Hkrati je Horvat Muc večkrat s priznanjem nagrajen za svoje delo tudi dolgoletni predsednik Zveze Romov Slovenije, kjer dobi na mesec 1100 neto. To ni neka skrivnost. 35 let pa je tudi predsednik romskega društva Romani Union. Društvo in Zveza Romov Slovenije, predsednik obeh je torej Horvat Muc, sta na javnih razpisih od Sveta romske skupnosti, ki mu prav tako predsednikuje, samo v zadnjih 2 letih dobila približno 330 tisoč evrov. V tem ne vidi problema. Kritike, ko nekdo reče, ja, oni pa dobijo denar, mi pa ne. Pa seveda, če se ne prijaviš na razpis, ni denarja, pa tudi, če se prijaviš in slabo napišeš projekt, ne moreš toliko dobiti. Horvat Muc, pred leti pogojno obsojen zaradi zlorabe bančne kartice Zveze Romov Slovenije v višini približno 1800 evrov, vsem današnjim kritikom odgovarja: So vrata odprta, kadarkoli, lahko kdorkoli pride in si stvari pogleda. Več na 24ur.com, med drugim tudi o uradu vlade za narodnosti, ki niti ne ve, koliko Romov je uradno zabeleženih pri nas.